Pozdravljeni vsi, ki ste v tem popoldnevu iz svojih toplih domov prišli v našo lepo, ampak malo bolj toplo cerkev, manj toplo cerkev. Verjamem, da se bomo vsi pevci potrudili, da vas pogrejemo na kakšen drugačen način. Čar naše božičnice je, da na njej nastopajo zelo različne generacije pevcev. Najstarejši so v svojem otroštvu enostavno več časa peli, druge glasbe enostavno ni bilo. Samoumevno je bilo, da se je ob večerih na trgih in gasah pelo. Mi malo mlajši smo peli ob radiju ali na sobotnih žurih. Spominjamo se tudi petja ob kitarah na mladinskih srečanjih in duhovnih vajah. Najmlajši petja na trgih danes praktično ne slišijo več. Glasba na javnih prireditvah pa je premočna, da bi lahko peli ob njej, tako da velikokrat glasbo poslušajo sami s slušalkami v ušesih. Naše okolje, naša kultura se je torej v zadnjih 50 letih zelo spremenila in vedno bolj se bomo morali vsi skupaj truditi, da bo petje v naših krajih še prisotno. In zato tudi izražamo organizatorji veselje, da se bo danes pred nami zvrstilo 6 domačih sestavov in en sestav iz zamejstva. Kar 2 domača sestava se predstavljata prvič. Božičnico otvarjamo cerkveni pevski zbor, ki komaj čaka, da se preimenuje starejši cerkveni pevski zbor. Bil bi res že čas, saj je naš najpogostejši slavljenec, slavljeni svetnik v zadnjih letih očak Abraham. Srečujemo ga počasi kar po vrsti. Sicer vam ne moremo obljubiti, da bomo v naslednjih letih zaradi tega bolj modri, bomo pa in smo zagotovo bolj sivi. Hvala Bogu, imamo sicer tudi nekaj pevcev, ki bodo Abrahama čakali kar še nekaj let. Slišite nas vsako nedeljo, sicer iz lokacije, ki je v cerkvi malo manj akustična, kakšno nedeljo pojemo čisto v redu, včasih pa se tudi z orglami kregamo, kdo ima bolj prav. Skupaj smo torej vsaj 2-krat na teden na vajah in na to pri impomaši, kar predstavlja svojevrsten izziv. Prva pesem, ki smo jo že zapeli, je bila dejansko adventna, v temni noči. Sledi še poznana Pastirci spanja. Želimo vam lepo spremljanje celotne božičnice.
Za današnji čas lahko ugotovimo, da nikoli ne bi izumil zborovskega petja. Današnji čas poudarja lagodnost pravice posameznika. V zboru pa pevec počasi ugotavlja, da se je potrebno prilagajati in iskati tudi skupno dobro. Moškim počasi to uspeva. V prejšnjem tednu smo sicer vseeno morali pomisliti predvsem vsak nase, saj kar polovica pevcev zbolela. Včasih je tudi veljalo, da dober pevec vdano prenaša muhe zborovodje. In v tej luči se moram pohvaliti, da imam v zborih, ki jim dirigiram, veliko dobrih pevcev. Na tem mestu torej tudi zahvala z moje strani vsem pevcem. Z moškimi vam bomo nocoj zapeli 2 pesmi Vinka Vodopivca, Ave Marija in Blažena noč.
Noč se spušča v našo vas. Vsi ljudje počivajo. Jožef in Marija pa na vrata trkata in čakata usmiljenja. Tudi tako bi se lahko začela ena izmed prelepih božičnih pesmi. In kaj se potem zgodi? Smo tudi mi kot prebivalci Betlehema trdosrčni in jezni, ker nam nočna obiskovalca kalita nočni mir? Ne zanima nas, kakšne razloge imata za to. Ne zanima nas njuna stiska. Nikakor si ne pustimo motiti našega lagodnega življenja. Ali pa se ob polnočni uri, na polnoči grede, pridružimo čredam, ki se tiho zberejo, in pastirjem, ki srčno zahrepenijo po blagoslovu deteta in grejo pojoč obiskat revno štalco in zaklad svete družine v njej. Še zvezde, ki jim kažejo pot, veselo, prijazno migljajo, skoraj zaslišimo njihovo cingljanje. Naše srce vedno izbere pravo pot. Naj ga vodita toplina in svetloba, ki sijeta iz jaslic. Po poteh božične noči pa nas danes vodijo Anja Zemljarič, Andreja Skomina Velikonja in Erik Mrevlje.
Mi smo župnijski mešani otroški zbor. Ma čaki, ma kako mešani? Ja, lej, lani smo imeli 2 otroška zbora, starejšega in mlajšega. Letos nas je pa tako malo, da smo se kar združili in smo zato mešani otroški zbor. In zdaj si jamramo. Mlajši zato, ker na vajah se ne dovolj igramo, starejši pa, ker zdaj ni več toliko časa za resne debate. Andreja pa pravi, da je že stara in bo šla počasi v penzijo. In bo že prišel kak mlajši. Misliš, da bi se našel kdo? Ma sej za voditi nas zbor res ne rabiš biti nek strokovnjak. Važno, da imaš malo smisla za humor, da poznaš kak prijem krotilca levov in da prineseš kaj sladkega na vaje. Brez skrbi, poznavanje not in igranje klavirja sploh ni pomembno. Če se kdo najde v opisu, naj kar pride v petek ob 16. na vaje, samo ne brez sladkarij. Še dobro, da se v vsem tem jamranju vedno znova spomnimo, da je Jezus tisti, ki nas druži in da skupaj pojemo prav njemu čast. On nikoli ne obupa nad nami in vsakemu izmed nas vedno govori: Ej ti, dvigni svoj obraz k meni, upaj, veruj in ne obupuj. Zapeli bomo V tišini te noči priredbe Teje Sulejmanović in Sveta rojeva se noč Gregorja Černeta. Veseli smo, da nas bo na klavirju po dolgem času spet spremljala naša Anja Zemljarič. Mir
za večerjo? Mama, ma kje so moje tista siva hlača? Mama, kdo me jutra pelje na trening? Mama, spet nima radirka. Mama, si videla, kje ta rdeč košček od leha koc za džipa? Mama, tega računa ne razumem. Vprašaj tatu, zdaj grem na pevske. Tako je nastal zbor mam, da se en večer v tednu dobimo, naklepetamo in še kaj zapojemo. Zbor deluje od oktobra, pod vodstvom Eve Kovačič, sestavlja pa ga 11 pojočih mam. Ene mlajše, druge pa še bolj mlade. Vse pa z veseljem do petja. V zboru nam je lepo, vedno se nasmejemo, včasih kot otroci ena čez drugo klepetamo in se tudi kaj posladkamo. Še je prostor, da se nam katera pridruži. Danes je naš prvi nastop. Smo še malo sramežljive, nekatere nismo v zboru pele od študentskih ali dijaških let, zato bodite mili s kritiko. Zapele bomo O sveta noč in Več kot zmagovalci. Spremljajo nas Anja Zemljarič na klavirju, Erik Mrevlje na karhonu in Domen Saksida na bas kitari.
Spoštovani, naj se predstavimo. Smo otroški pevski zbor Štamaver. Delujemo že od leta 1989. Zbor sestavljajo otroci Štamavra in iz bližnjih vasi, ki se enkrat tedensko skupaj z mano združijo v Štamavru v stari šoli in tam se skupaj igrajo in pojejo. Danes vam bomo zapeli 3 pesmice in sicer ljudsko Mrzel veter, judovsko Evenum Shalom in angleško Every Little Cell. Spremlja na klavirju Tanja Kovic in jaz vodim. Seveda vam zaželim, da naše petje vam pride do srca in vas toplo greje. Lep večer.
Mi smo mladinski pevski zbor Župnije Dornberg. Čeprav smo se zaenkrat zbrali posebej za to priložnost, ni izključeno, da bomo nekoč v prihodnosti izpolnili srčno željo cerkvenega zbora, da bi se preimenoval starejši cerkveni zbor. Nam pa do takrat manjka še veliko kilometrine in vsaj še enkrat toliko članov. Najprej bomo zapeli pesem Čakaj in moli, ki je kljub svojemu adventnemu besedilu primerna, da se vanjo poglabljamo vse leto. Naš aranžma se zgleduje po posnetku skupine Emanuel. Druga pesem bo Marijina z naslovom Mati vsem, ki jo na podoben način izvaja zbor MPP, napisala pa sta jo brat Jan Dominik Bogataj in Martina Ješovnik. Spremljajo nas Eva Kovačič na klavirju, Erik Embrevlje na kitari in Domen Saksida na basu, solista pa sta Lucija Vodopivec in Gašper Harej. Danes imamo oranžne mape, ki simbolizirajo ogenj, ker hočemo, da bi naša srca gorela v ljubezni do Boga in do bližnjega in da bi s pesmijo vzgali tudi vaša srca.
joka, ker duši ga teži, ni važno, kaj počenjam, koliko let imam, želim si le tolažbe, da na svetu nisem sam. Marija, ti, mati, varuj nas, ko preizkušnje čas. Naj bomo vire glas, drugega brani nas. Pregovor pravi, kar je lepo, kratko traja. Kaj ćemo? Preden si voščimo to srečno novo leto, najprej iskrena hvala vsem nastopajočim in vsem, ki ste pri organizaciji in izpeljavi
božičnice pomagali. Po tolikih letih vse teče skoraj že samodejno, avtomatsko. Zbori se med sabo zmenijo, kdaj bo kdo imel vaje, kaj kdo potrebuje in tako dalje in tako naprej. Pevci cerkvenega zbora že vedo, kaj in kako pripraviti, žene, da tudi kaj spečejo in podobno. Zdaj naprošamo gospoda Boštjana Župnika, da da piko na i po slovarju slovenskega knjižnega jezika je blagoslov prošnja za božjo naklonjenost. Prosimo torej blagoslova za naše delo, odnose, napore in zaupanje, da vsak od nas dela vse z željo po skupnem dobrom. Gospod Boštjan. Tako osebno, a ne osebno, bi rekel, da sem užival. Sem užival zato, ker ste zaokrožili praznovanje Božiča z enim takim lepim dogodkom. Drugo pa, da sem videl v vas nadobudnost, da vam pesem veliko pove in pomeni in vam želim veliko lepih trenutkov druženja tudi v prihodnje. Sam bi se tudi pridružil zahvalam, tudi v imenu župninske skupnosti za vse, ki ste jih že omenili, organizatorje. Nič pa ni avtomatičnega, ne. Nič ni avtomatičnega. Vedno je treba nekaj vložiti, zato da imate to, kar imate. Naj vas podpira Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Živimo v miru. Zapisana je še ena definicija blagoslova iz istega slovarja. Blagoslov je tisto, kar prinaša srečo in korist. Bodimo torej tudi v tem letu eden drugemu blagoslov. V tej luči zapojemo tudi zadnje voščilo, to srečno novo leto.